Danes bomo na kratko pregledali, kaj smo predlagali tekom našega projekta, kako bi bolje podprli družbene inovacije, tako v Sloveniji kot v tej celotni alpski regiji. Potem bomo veselo prisluhnili gospe Lenki Puh, ki je res izreden primer dobre prakse na tem področju, na kar se bomo malo olajšali, dodatna kavica, voda in tako naprej. 10 minut bomo imeli odmora, predno gremo se aktivirati v Policy Lab, tokrat danes z Majo Novak iz Global Disruption, ki se bo tudi potem predstavila. Če kar nadaljujemo, torej z delom teorije, bom rekla, namreč že ob vabilu oziroma ko ste se prijavili na to izobraževanje, smo vam poslali tudi spremljevalno gradivo. To je bila sicer v angleščini ena malo bolj obširen dokument, ki je bil v bistvu pripravljen prav za namen Akademije družbenih inovacij, ampak v vseh regijah, torej v vseh državah, ki so sodelovali na projektu, in zato je tudi bolj obširen in zajema res skoraj vse, kar smo naredili na projektu. Tisti drugi, malo krajši dokument v slovenščini pa je povzetek osnutka strategije, ki smo ga tudi tekom projekta naredili. Tam so pa omenjena ta priporočila in pa tudi konkretni ukrepi, katere bomo tudi v tem trenutku malo pregledali. Ne bo zdaj časa za neke res temeljite debate, na žalost, na to temo, ampak upamo, ker delamo na tem, da bi se te vsebine v neki bolj sistematični obliki v nadaljevanju, v mesecih, letih, torej izvajale tudi naprej, da bomo imeli še priložnosti te teme razvijati naprej. Torej, kot sem rekla, v zaključnem delu projekta smo nekako pripravili ta osnutek strategije družbenih inovacij za alpsko regijo. Glavni cilj tega pa je, da bi se tudi v bodoče bolje podprlo razvoj družbenih inovacij. In najpomembnejši v tem procesu se nam je zdel prav, oziroma najpomembnejša zadeva v tej celotni strategiji se nam je zdel proces, ki je bil res vse vključujoč in dejansko smo šli od spodaj navzgor. Namreč vključevali smo ciljne skupine, ki delujejo na tem področju ali ki vplivajo na razvoj tega področja ali pa odločajo o usodi tega področja. Tako da smo vključevali tako mala in srednja velika podjetja, nevladne organizacije, seveda socialna podjetja, ampak potem tudi občine, regionalne razvojne agencije, ministrstva, in tudi v samem projektu so torej partnerji, ki so iz vseh teh deležniških skupin. Torej, postopek oblikovanja je nekako temeljil, kot že rečeno, od spodaj navzgor in iz lokalnega na torej nacionalni in potem na mednarodni nivo, ter res kolektivnim delom vseh partnerjev projekta. In vsak sodelujoči partner je v projektu vodil neko lokalno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, torej tisti, ki zdaj vaše skupine takrat nismo poznali še, nismo bili še povezani, ampak od leta 2019 smo torej se dobivali na raznih delavnicah, seminarjih, delali dogodke, intervjuje, ter res celovito pregledali obstoječo literaturo z tega področja, da smo lahko potem tudi analizirali torej potrebe trenutne potrebe na tem področju. Na tej podlagi je potem vsaka regija, torej vsaka država, če jih še nisem omenila, torej na projektu smo delovali
akteri iz Francije, Italije, Avstrije, Nemčije in pa Slovenije. Smo potem pripravili neka priporočila ali pa predloge vsak na svojem lokalnem področju. Na to smo se pa še skupaj nekako usedli in oblikovali 7 splošnih priporočil, ki so potem nastali oziroma smo jih strnili v neke 3, ki so potem tudi, na podlagi katerih smo potem tudi predlagali ukrepe. In to so ta 3, ki verjamemo, da so najpomembnejša za celotno regijo. Torej, tukaj trenutno ne govorimo samo o Sloveniji, ampak res za vse države, ki sem jih prej omenila. Zato seveda smo se srečevali z izzivom, da v Franciji so določene zadeve bolj razvite, v Italiji druge, ampak globalno pa nekako povsod je potrebno delati na vseh teh 3 točkah. In recimo pri prvi, torej s tem predlogom vidimo pač več dela pri ustvarjanju namenskih programov financiranja, seveda finance so povsod izziv, ampak nekako verjamemo, da je treba družbene inovacije podpreti tudi z alternativnimi, inovativnimi, sodelovalnimi shemami financiranja, ki tudi, kar je zelo pomembno, torej vključujejo večjo preglednost. Torej, en najpomembnejših vidikov je ozaveščanje o namenu družbenih inovacij tudi znotraj finančnih subjektov. Tam se ne pogovarjajo veliko, seveda se pogovarjajo o klimatskih spremembah in zelenih shemah, ne pa širše o družbenih inovacijah in kako podpirati torej te. Torej, v točki 2, kako bi bolje podpirali ekosistem socialnega podjetništva in socialna ekonomija, tu recimo so Francozi in Italijani krepko pred nami, ampak vse posod se pa še da marsikaj tudi narediti, oziroma dobre prakse se lahko med državami nekako prevzemajo. Torej, tu upamo, da bomo spodbudili ustanavljanje tudi novih podjetij socialnih, da bi tudi opolnomočili državljane in skupnosti, da več torej inovirajo. Potem pomembna je krepitev vezi med tradicionalnim poslovnim ekosistemom in ekosistemom družbenih inovacij. Verjamem, da bo tu gospa Puh imela veliko lepih primerov, ki že nastajajo tudi pri nas. Potem pa včeraj smo tudi veliko govorili o seveda spodbujanju demokratične organizacije, ne samo v socialnem podjetništvu, ampak nasploh. In pa seveda poenostavitev upravnih postopkov, ki bi mogoče tudi potem botrovali razvoju novih izdelkov in storitev in ključni cilj morda povečanje zaposlenosti tudi v ekosistemu socialne ekonomije in socialnega podjetništva. Vemo, da smo daleč za evropskim odstotkom na tem področju. Kot tretji, vključiti pristop družbenih inovacij v delovanje javne uprave, morda je tukaj skoraj najbolj aktualna tema v tem trenutni družbi. Torej, nekako vidimo to v posodobitvi javne uprave in kako bi se lahko prilagodilo in okrepilo javno delovanje za naraščajočih družbenih, okoljskih in gospodarskih izzivov. Torej, sprememba odnosov z zainteresiranimi stranmi, o tem smo veliko včeraj govorili, seveda tudi poenostavitev do dostopa javne uprave ter olajšanje sodelovanja med javnimi akterji in ekosistemom družbenih inovacij. Vse to bi okrepilo torej odnose in ustvarilo nove načine sodelovanja. Poleg tega pa tudi verjamemo, da bomo z vključevanjem inovativnih in participativnih metod pri načrtovanju in izvajanju projektov in javnih politik ter spodbujanjem podjetniškega duha v javni upravi tudi mogoče lahko bolje izmerili tako učinke
družbenih inovacij in pa tudi morda tudi, kar smo včeraj omenjali, delovanje javne uprave. Torej, za vsa ta priporočila smo na mednarodnem nivoju pisali osnutke in potem debatirali z strokovnjaki. Torej, izvedli smo 6 mednarodnih delavnic na to temo, da bi dobili neka dodatna strokovna priporočila. Zdaj v tistem dokumentu, ki smo vam ga poslali kot spremljajoče gradivo, je lahko več informacij o teh postopkih in torej sodelovanju strokovnjakih, hkrati pa tudi lahko pogledate na našo spletno stran oziroma na YouTube kanal, kjer so te debate tudi bile posnete. Da bi lahko začeli kvalitetni proces soustvarjanja, pa so seveda je zaželeno, da je zadoščeno nekim sistemskim pogojem, ki lahko pospešijo seveda razvoj družbenih inovacij, in nekaj od teh smo tukaj našteli. Seveda ves čas govorimo, da je fino, da nas je čim več različnih deležnikov, ki se v neki temi pogovarjamo. Brez politične podpore seveda ne gre. Visoko usposobljeno in motivirano osebje, tukaj spet govorimo o neki publiki, ki to je. Verjetno je težava v povprečju. Vidimo seveda v aktualni politiki in dialogu, kako pomemben je res, kako pomembna je kultura dialoga, ki je trenutno v Sloveniji res na nizkem nivoju, nažalost. Potem ozaveščanje, usposabljanje osebja na določeno temo. Zanimivo bi bilo mogoče, da se ta proces ali pa model 6 faz, kakor se družbene inovacije razvijajo, uporabi tudi kje drugje. No in tako naprej. Neke stvari smo že prej omenili, da to bi bili neki sistemski pogoji. Torej, ponovno bi rada povedala, da naš cilj danes ni, da še naprej oblikujemo te ukrepe ali da temeljito o njih debatiramo, namreč do njih smo prišli skozi nek 2-letni proces in z vključevanjem res vseh akterjev v teh 5 državah. Zato bi danes malo šli skozi te ukrepe, zato da nam lahko mogoče ostanejo kot motivacija ali pa kot tudi neka inspiracija za potem tekom delavnice, ko bomo bolj aktivni v procesu oblikovanja recimo nekih politik, torej policy lab bomo in morda, da bi kakšen od teh ukrepov prišel prav tudi tam, oziroma seveda v nadaljevanju naših skupnih teženj po dajanju podpori ekosistemu družbenih inovacij v Sloveniji. Torej, to je 14 ukrepov po teh glavnih predlogih, pod številko 1, 2, 3 in potem so ukrepi pod temi splošnimi predlogi. Torej, ukrep 1, povečati uporabnost družbenih inovacij z oblikovanjem skupnega razumevanja, torej skupno razumevanje nekih pojmov in tem, tudi sploh v polju financiranja je zelo pomembno. Potem spodbujati sodelovanje med javnimi in zasebnimi akterji ter vlagatelji, o tem smo že nekaj včeraj govorili, danes bo spet, mislim, da vsaj v primeru dobre prakse tudi precej govora o tem. Ukrep 3, izboljšati in okrepiti podporno okolje za financiranje. Tu je vedno potrebno marsikaj. Torej, vsi ti ukrepi so podrobneje opisani v tisti malo bolj obširni angleški verziji in pa še v tistem dokumentu imate
torej link oziroma povezavo do dokumenta, ki se imenuje Logični okvir, kjer je vsak ukrep tudi opisan, tudi s primeri dobrih praks iz vseh držav alpske regije. Tako da je malo bolj jasno, kaj s tem ukrepom imamo v mislih. Torej, če še ni dobre prakse v eni od teh držav, pa skušamo vsaj teoretično torej razložiti, kako bi se ta ukrep dal tudi implementirati. Tako da zdaj smo recimo pri ukrepu 4, ki govori, da bi bilo dobro pridobiti informacije in organizirati izobraževanja o možnostih financiranja za različne ciljne skupine v tem našem ekosistemu. Pri drugem splošnem področju, kjer govorimo o podpori ekosistemu, je ukrep 5, ustvariti priložnosti za državljane, da eksperimentirajo in da svoje ideje oblikujejo v projekte in podjeme. Ukrep 6, ustvariti in financirati središča za družbene inovacije, inkubatorje. Tu bolj govorimo o tem, da bi se lahko priključili obstoječim strukturam, ampak da bi več teh tem obdelovali. Ni nujno, da se odpirajo novi. Potem spodbujati in podpirati mreže in izmenjavo znanj med socialnimi podjetji na nacionalni in regionalni ravni. V manjši meri se seveda to že dogaja, ampak da bi bilo tega še več. Ukrep 8, ustvariti most med tradicionalnimi podjetniškimi ekosistemi in socialnimi podjetniki, tega je še relativno malo. In tu vidimo tudi možnost razvoja te mreže ambasadorjev družbenih inovacij, čeprav v resnici bi ambasadorji pasali čisto v vse sektorje. Tako vi v javni upravi na nek način ste že v tradicionalnem podjetništvu, bi to morda bila lahko Lenka Puh, oziroma to že je, in tako naprej. V finančnem sektorju so zelo potrebni in tako naprej. Ukrep 9, aktivno vključiti javne akterje v projekte socialnega podjetništva. Tu se morda sami malo vidite v tej vlogi, upam. Potem v zadnjem sklopu pa bolj pride res do izraza ta vaša vloga, torej seznanjanje javnih uslužbencev o družbenih inovacijah, razvoj novih načinov sodelovanja med javnimi in zasebnimi akterji, vključitev inovativnih in participativnih metod. Te dni veliko govorimo o tem. Javna naročila, zelo aktualna tema. Zelo malo so vključeni socialni podjetniki in pa družbene inovacije na tem področju. In pa seveda velika tema merjenje vpliva tako javnih politik kot na splošno merjenje učinka družbenih inovacij. Torej, glede na to, da se danes ne moremo spustiti v bolj konkretno debato o teh ukrepih, imamo pa na forumu, torej na spletnem forumu projekta možnost debate. Torej jaz bom, ko zaključim, poslala link, kamor lahko potem vaša mnenja tudi izrazite. Vedno dam besedo gospe Puh, pa samo še na kratko. Torej, pred kratkim je gospa Violeta Bulc izjavila zanimiv stavek, torej za uspešen in vključujoč svet so potrebne inovacije v politiki. Mi v teh dneh ali pa že tekom projekta smo veliko razpravljali o tem, da lahko politika podpira družbene inovacije in jih hkrati seveda sama po sebi družbena inovacija. In oblikovalci politik so lahko družbeni inovatorji, kadar uporabljajo načela družbenih inovacij pri oblikovanju novih politik, programov in tudi pobud. In to so tisti pravi ambasadorji družbenih inovacij.
in oni lahko vcepijo tudi nove vrednote, o katerih smo govorili včeraj, torej nove vrednote sodelovanja, participativne demokracije in participativnih načinov komunikacije, tudi pristopa od spodaj navzgor, oziroma da se srečamo na sredini, sistemske vizije in drugih zadev. Torej, širijo lahko pozitivni učinek v vse pore torej politike. Torej, ta 3 priporočila, oziroma predloge, ki sem jih predstavila, se res zdijo morda osnovna in preprosta, ampak družbene inovacije na koncu koncev so sprememba nekih odnosov moči, saj so težave, ki jih želimo premagati, zasidrane v obstoječih institucionalnih praksah. Tako bi pač ukrepi, o katerih smo govorili, ki jih predlagamo, morali spremeniti temeljne prakse sedanjega sistema in začeti graditi nek izboljšan sistem, ki je bolj prilagojen trenutnim družbenim izzivom in tudi morda jih bolj brez strahu implementirati. Torej, v lanskem letu smo doživeli, ali pa leto še živimo, COVID krizo, ki je bila res v središču našega življenja, bili pa smo priča res hitrim spremembam, ne. Videli smo, kako je politike mogoče hitro prilagoditi, kako se lahko življenjsko okolje in naše navade spremenijo čez noč. Tako da mislim, da je podobno treba obravnavati te teme, o katerih govorimo zdaj, torej podnebno krizo, podobno bi bilo potrebno prilagoditi celotni državni sistem, kaj šele seveda zdravstveni sistem, in seveda to novo vizijo bomo dosegli le s pogumnimi in drznimi politikami in akterji, ki so tako inovatorji kot vizionarji. Zdaj pa je vprašanje, ali se vi vidite v tej vlogi. Na tem mestu bi morda dala seveda glas osebi, ki je močno v tej vlogi, gospa Lenka Puh. Pozdravljeni. Tole stop. Predajam besedo. Pozdravljeni z moje strani. Moram reči, da ko sem včeraj majčkeno posnetke gledala, kaj ste delali, sem svojo prezentacijo čisto obrnila na glavo. Rekla sem, da bom zelo kratka, v smislu, da bom na kratko preletela, kaj v bistvu razmišljam oziroma kaj smo mi vse počeli v zadnjih, recimo, 7 letih, zato da boste imeli možnost mogoče potem bolj direkt spraševati na kakšno vprašanje, direkt mogoče z teh ukrepov, ki ste jih prej slišali. Namreč čisto pod vsakim ukrepom smo mi v zadnjih letih že naredili kakšen eksperiment. Ne bom rekla pilot, ne, ampak iz eksperimenta tudi kdaj že kakšen pilot, tudi to fotografijo v zadnji, ki vidite, ne, to je pod Šmarno goro, naša njiva s konopljo. Mi smo najprej posejali konopljo, potem smo zbrovkali zakonodajo, ker smo rekli, da bomo pač čaj konoplji pili ljudje in ne samo krave. Neka logika je, da če hočeš nekaj res zavzeto spremeniti, ne, da v bistvu moraš sam to narediti. Zato, ker če v bistvu samo razmišljaš, pa govoriš, brez teh zadnjih korakov, v bistvu nisi pol toliko suveren. Ne. Zdaj, začela bom na zadnjem delu, namreč jaz kot podjetnica pred več kot 30 leti, še v Jugoslaviji, sem seveda se naučila v tistih časih, ko podjetništvo še ni bilo zakonsko urejeno, da v bistvu lahko obstaneš kot podjetnik oziroma kot nekdo, ki ima neko službo, samo če te trg potrebuje. Se pravi, če najdeš kupca, če najdeš pa naročnika, boš ustvaril neko pa dodano vrednost in boš tako preživel. Seveda je vmes se zgodil v gospodarstvu nek zastoj, ki je seveda veleval, da tudi če nekdo nekaj ne potrebuje, bo ti skupil, bo kupičil, bo porabil neka sredstva,
bo se silil, da nekaj uporablja, se pravi, se je nekako odtujilo delo od človeka, odtujilo se je gospodarstvo od človeka, se pravi, gospodarstvo je bilo kar naenkrat imelo pomen ustvarjanja dodane vrednosti v smislu presežkov v kapitalu, ne v drugih vrednostih, če lahko rečem na tak način. Tako da v bistvu za mene osebno kot podjetnica je bilo tam od leta 1992 do 2000 kar šok, ker pa so seveda bile vmes vedno neke krize in v tistih krizah realno si mogel imeti svoj fokus, svoje poslanstvo, da si pač odbrcal in preživel, ne, ker tisti, ki niso imeli takrat mišic in nekega jasnega poslanstva, so pač propadali, podjetja so šlo v stečaj, organizacije so se ukinjale, vedno se je nekaj na nov vzpostavljali, mi smo pa kot Jazon DO vsa leta gradili in rastali in so v enem danem pa trenutku ugotovili, da če ne bomo svojo okolico prilagodili našemu pristopu, da pač bomo preveč osamljeni, ne? Ker v bistvu posel oziroma karkoli se lahko pa dogaja samo, če ljudje med sabo sodelujejo oziroma če imajo si kaj za izmenjati, ne samo denar, ampak tudi znanje, vrednote in tako naprej. Zato sem jaz zdaj na koncu, ker so me vsi imeli za neko troživko, ne, kot Jazon DO sem podjetnica, pa nevladnica kot krožno gospodarstvo, družbena inovatorka, v glavnem imela sem nek tak joke, da se moram stalno nekaj preoblačiti, ne, zato da me sploh spustijo noter, ne, ker se je zakon o socialnem podjetništvu sprejemal, me niso spustili v državni svet, ker so rekli, si podjetnica že predolg časa, pa imaš invalidsko podjetje, tukaj bo to za neke nove. Vedno je bilo neko izključevanje, ne? Če nisi pač tak in tak, ne smeš priti tja in tja. In seveda, če si hotel pa res priti, pa kaj se naučiti ali pa kaj povedati, si se mogel preobleči. Jaz sem pa zelo pogosto skozi isto obleko, tako da je v bistvu pa zanimivo, da ta vizualizacija, ne, preoblačanje pri meni ni laufala v smislu fizične obleke in je pač to kar tak star joke, da ko grem čez kakšen arhiv financ, imam skozi tisti rekelc, in tako naprej. No, ampak zdaj sem pa realno svoje delovanje mogla urediti v tridrevesno strukturo. No, zdaj pa ne gre naprej. Zakaj ne gre naprej, če smo stestirali? Aha, ok. In to tridrevesno strukturo sem zanalašč poimenovala prav po drevesih. Zato, ker prej, ko si govoril o nekem partnerstvu za vključujočo družbo, mreži nevladnega sektorja za krožno gospodarstvo in tako naprej, se vedno nekdo najde, ki je rekel, to pa mi delamo, to smo pa mi. Ne dupliraj, ne ponavljaj. Zdaj, kaj klinc, mi smo hrast, jablana pa brin. Ne, zakaj? Zdaj, ker je v bistvu v tem sodelovalnem modelu, ne, ni pomemben, kdo je že začel prvi, kdo je neko, ko se reče, neko zaščito, neke pa domene dal ali pa povedal prvi in tako naprej in da se mora pa vsi temu podrediti. Ne. Če ni tega open source in inoviranja, sodelovalnega modela, prehoda medsebojnega, seveda ni sobivanja, soustvarjanja, ne, je v bistvu samo podrejanje, ne, ker v bistvu v hierarhiji je ta stvar lahko zelo moteča. In zdaj seveda hrast je področje, ki smo ga preimenovali partnerstvo za vključujočo družbo, smo čisti iz političnega sveta, partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki je zelo lepo, na Brdu je bil lep dogodek, po tistem pa dogodku smo ful dobro delali, državni sekretarji in jaz in tako naprej skupaj delali, kratke oskrbovalne verige, veliko dobrih stvari smo speljali, konc vlade, konc partnerstva za zeleno gospodarstvo. Ja, kaj pa zdaj? Je nova vlada, nove izrazi, nove besede, tako se ne da, na 4 leta se ve, da ne moreš neko veliko spremembo pa narediti, ne v politiki, ne v podjetju. In zato realno, ko ugotavljamo, so te kratki cilji, ne, postali v bistvu rak rana za vse nas. Ne. Kratki cilji, hitro hočemo nekaj dokazati in seveda takrat lahko, ko slon v trgovini s porcelanom, naredimo usodne napake oziroma zgubljamo neko življenjsko energijo. In na hrastu, na teh vejah se povezujemo, sodelujemo deležniki od znanstvenih inštitucij do podjetij in si pa zastavimo pa določene skupne izzive, se stankujemo, pogovarjamo se, brainstormamo kot enaki med enakimi. Jablana je pa drevo, na katerem so podjetja, ki zaposlujejo ljudi in seveda ustvarijo pilote, eksperimente, storitve, rešitve in z tega seveda, ker je to jablana, sprot poberejo sadove. Sprot si morajo zaslužiti za svojo plačo, za svoje preživetje. Brin,
Tlej pa v središču narava, se pravi, imamo pa neke naravovarstvenike, neke večje probleme, klimatske, biodiverzitete in tako naprej, ker moramo biti pa ljudje bistveno bolj ponižni, ne dati sebe v središče in moramo pomisliti, kako bomo ohranili to svoje okolje, da bomo lahko sploh kot vrsta preživeli ali pa kot civilizacija. Seveda smo v bistvu v tem pristopu potem ugotovili, da seveda, če hočemo biti gospodarski pristop, se pravi do spodaj pa navzgor, potrebujemo vse nek sistem, da bomo samovzdržni, da bomo imeli nek podjetniški pristop, ki bo prinašal sprotne rezultate in s tem seveda tudi energijo za to, da ne opustimo določeno stvar. Zato smo v bistvu prišli do nekega oblikovanja, da se potrebuje investicijske vire. Seveda to ni prišlo čez noč. Mi smo v naši skupnosti v prvi krizi 2008 se celo zmislili svojo valuto, E3 krono, ker nismo imeli denarja in smo svojo krono plačevali okrog sebe in smo v bistvu realno s tem pristopom dobili prave strokovnjake, ki so v bistvu potem tisto krono tudi v naši skupnosti lahko zapravili, druge pač ni bila valuta. Tako da na nek način smo s konkretnimi primeri piloti zbrokali nek togi sistem, ki se je vzpostavil zato, ker pač nekdo želi nadzor nad nekimi gospodarskimi, finančnimi tokovi. Pač ta nadzor ni vedno samo družbeno odgovoren, lahko ima tudi kakšne druge interese. Potem so seveda ugotovili, da potrebujemo kljub vsemu, kot vsaka druga gospodarska veja ali pa podjetje, potrebujemo te vire financiranja in smo jih dali v notranje in zunanje. In zelo zanimivo je bilo, da smo te vire, ki smo klepetali, zelo hitro ugotovili, da te samo prispevki oziroma neki drugi viri, ne finančni, so v bistvu bistveno bolj obvladljivi oziroma dostopni. Zakaj? Zato, ker seveda spet je nekdo vmes postavil neke ovire, nek steklen strop med javnim in zasebnim, kaj smeš, kaj ne smeš, kaj je dovoljeno, kaj je upravičen in kaj ni upravičen strošek. In seveda iz tega ven je prišlo do nekih strahov, oziroma tega, da se bojiš, da boš prestopil nek prak, neko mejo, ki ne bo dovoljena ali pa bo, rečemo, napačna. Potem smo ugotovili, da ta kapital je absolutno vezan na vrednote in seveda smo iz teh vizij odnosov ugotavljali vse, katere kompetence smo v tem času že na novo razvili mogoče oziroma jih obudili, ta samozavest, ta pogum, ta osebna odgovornost. Moram reči, da je bila zelo pomembna, vmes je bilo kar veliko napačnih, pač manj uspešnih zgodb, ker seveda nekdo rekel, če sem na javnih delih, v socialnem podjetju, to je bil nek program dvoleten, nisem odgovoren. Zakon o javnih delih točno to govori, tisti, ki na javnih delih ni nič odgovoren. Seveda, kako češ ti neko podjetje postaviti na noge s 5 javnimi delavci, ki te gledajo in noben za nič odgovoren. Ne gre, Potem smo v bistvu to vse skupaj smo pa delali v zelo različnih okoljih. Tako da smo v tem času, če bo nekdo rekel, da ne vemo, da je na Štajerskem drugače kot na Primorskem ali pa na Gorenjskem kot na Dolenjskem, mi smo v bistvu poskušali vseh teh skupnostih oziroma okoljih. Vse te stvari so bile čez pač kar dosti dolgo časovno obdobje in rezultati teh naših aktivnosti so prišli ven v nekih novih poslovnih modelih, v skupnostnih storitvah. To moram reči, da se nam zdi najbolj ključna rešitev, ki se je pokazala v našem modelu, da so skupnostne storitve nek pravi povezovalni člen med javnim in med zasebnim. Absolutno smo vse te nove pristope in modele, ki smo jih vmes spoznavali, od design thinkinga do hekatona, do konferenc, okroglih misli in tako naprej, smo mi oblikovali v pristop, ki ga imenujemo povezovalnice. Se pravi, spet prostor, v katerem smo mi komandirali
in privabili vse deležnike noter. Zakaj? Zaradi tega, da smo ven dobivali konkretne rezultate, ki jih mi imenujemo krožne zgodbe. Mi naše rezultate ne imenujemo samo produkt, storitev in rešitev, to, kar Jablana na nek način prodaja, ampak vedno sestavimo krožno zgodbo, se pravi vsak, ki se v to krožno zgodbo vključi, ve, da bo nekaj zase profitiral, da bo dobil neko svojo vrednost, neko novo znanje, karkoli, in seveda bo zato tudi bolj aktivno in odgovorno sodeloval v tej krožni zgodbi. To, da smo prišli do nekih novih poklicev, včeraj sem tu slišala, da ste govorili o tej participatorni komunikaciji. Mi smo pred leti imeli take debate na Umanoteri, prišli do medsektorskega sodelovanja, v katerem smo bili vsi deležniki in smo se gledali med sabo, pa je bil nevladni sektor, moj en prijatelj tabornik, pa je rekel, Lenča, ti moraš denar, ker si gospodarstvenik, jaz bom pa s tem denarjem delal, kar bom jaz hotel. Jaz sem čak, če da jaz denar želim so odločiti, kaj boš delal, mi dva se laskap tabornika, isti letnik celo. In smo se v bistvu deležniki med sabo, ker smo se poznali tudi kot ljudje, med sabo pogovarjali, pa po kakšni logiki ti misliš, da jaz kot gospodarstvenik nisem družbeno odgovorna, da jaz delam grdo z ljudmi, da delam grdo z naravo, da nimam prebojnih idej. Nevladnik ima edini okoljevarstvene ideje in tako naprej. Tako da smo v bistvu konkretno ugotovili, da se izključujemo po nekih pravnih oblikah, po nekih uzancah, ki niso bile resnične. Ve se v Evropi, pa tudi v Sloveniji, da je večina delovnih mest v majhnih in srednjih podjetjih. Se pravi, imamo trajnostno družbeno odgovorne gospodarstvenike, ki ustvarjajo delovna mesta večinoma svojim kapitalom in v bistvu s tem gradijo vključujočo družbo, ker omogočajo ljudem, da so pa zaposleni. Tako da te stvari sem jaz mogla na lastni koži čez vse te čase dati skozi, da sem bila zelo izključena, vnaprej označena kot, da delam samo za svojo lastno korist in tako naprej. In vse to prebrokati, prehekati, ni bilo tako enostavno. Moram reči, da največja ovira in najdlje časa sem porabila, da sem se nekako naučila nevladniškega jezika. Te neke vmes, nisi imel občutek, kako oni lahko govorijo, da je treba nekaj spremeniti, pa v to ne vključijo nek svoj riziko. Tako da tukaj moram reči, da sem zadnje par let, 3-4 leta se kar učila, in sem v bistvu glih zato s tem brinom, s zadnjim drevesom, ugotovila, da določene stvari je treba delati počasneje, previdneje, več premisliti, bolj analitično pogledati, ker so lahko hitri neki gospodarski ali politični prejemiki, lahko pa nevarni, in zato se potrebuje ta res tradicionalni nevladni sektor, katerega je treba res spoštovati in poslušati, zato da ne naredimo ali politiki oziroma javna uprava ali mi gospodarstveniki kakšno sodno pa napako. Seveda smo v bistvu prišli do nekih organizacijskih enot. Zakaj? Zato, ker seveda vsak je rekel, čak malo, kaj zdaj, ali si zdaj ti raziskovalec, ali si inovator, ali si izvajalec, ali si, in smo v bistvu tle imeli kar veliko prehodov, levo in desno. Absolutno smo prišli do tega, da se potrebuje merjenje našega dela, ne samo v evrih, pa v krompirju, pa v konoplji, ampak tudi konkretni družbeni učinki, ki se jih da medsektorsko pravilno oceniti. Tukaj so prišli takrat potem trajnostni cilji OZN, SDG cilji, ki so nam kar veliko pomagali, da smo bili bolj razumljeni, da se te KPI lahko postavljajo na način tak trajnosten, na daljše obdobje. Potem smo seveda ugotovili, da ni treba vedno financiranje samo iz enega vira, se pravi, da se da financiranje sestaviti iz večjih virov, partnersko financiranje in seveda evalvacija učinkov, to moram reči, spremljanje in evalvacija, te 3 zadnje stvari so zdaj pri nas najbolj na tapeti oziroma na tem področju največ delamo. In seveda, kar je v bistvu bilo ta pristop povezovalnice, se je pokazal, da je v bistvu res ta prava mera vsega, se pravi in inkubatorja, in pospeševalnika, katapulta, in brainstorminga, okroglih miz konferenc. In smo bili zelo veseli, da smo v to vključili prav znanstvene inštitucije, pa izobraževalne, da smo v bistvu čistko neke konference, namesto da bi rekel konferenca, pa okrogla miza, smo dali pol še vmes povezovalnico in so se tam začeli rezultati nekih evropskih projektov, pa pilotov, pa podjetniških praks
v istem prostoru izmenjevati. In je moram reči, da je to nek pristop, katerega zdaj zelo pospešujemo. Smo pa v bistvu imeli manko, in ga imamo še, močno manko, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše, da v bistvu raziskave in pa razvoj na tem področju nekih osnovnih psiholoških potreb ali pa antropoloških raziskav je premalo. Ker zakaj se kakšna krožna zgodba ne zgodi? Zakaj eni takrat na bremzo stopijo, pa jih je strah, ali pa ne čutijo pripadnosti, ali pa kompetentnosti, avtonomnosti, da bi pri tistih stvari sodelovali? Zato smo v bistvu naredili skupaj z inštitutom Geri kar poglobljeno pa raziskavo, med več kot 1000 anketirancev smo imeli, zdaj v petek to predstavljamo na mednarodni konferenci Za človeka gre. Se pravi, smo na Hrastu šli in podprli s svojim lastnim delom in znanjem konkretno raziskavo in seveda zdaj pričakujemo, da bo ta raziskava osnova novim pa raziskavam in sodelovalnim modelom, na katerih bomo lahko razvili skupnostne storitve. Ker skupnostne storitve prinesejo to, da se lahko vsaka starostna skupina priključi zraven, ne samo kot uporabnik, ampak tudi kot deležnik, sokreator, soudeleženec, ker enostavno pasivno prejemati neko storitev ni človeku prijazno. Človek hoče biti vključen zraven, hoče prispevati, hoče sam nekaj pridati. In seveda tukaj mi vidimo, da vsi naši podjetniški pristopi prinašajo neke majhne eksperimente, majhne pilote, ki lahko pomagajo vzgor in dol to dolgoživo družbo podpreti, vpeljati neko zakonodajo, ki ne bo samo finančna, se pravi, da sam nek, kako se reče, helikopterski denar razpršil, ampak da boš v bistvu omogočil, da bodo spodaj gor, da bodo ljudje prišli povedati, tokle rabimo, ne več kot tok, ker drugo smo že skupaj zbrali sami in tako naprej. Brin, ta tretje drevo, mislim ta Brin, ker je pa narava v središču, tukaj smo pa moram reči, da mi naredili tako, da smo na tem Brinu že podprli startupe. Se pravi, smo ugotovili, da je prihajajoča generacija ima bistveno bolj naravno vgrajene te E3 vrednote naše, bistveno bolj so odprti, ne bojijo se več povedati idejo na glas, da bo nekdo ukradel, nimajo tega kopiranja, bistveno prej stopijo skupaj in sodelujejo. Tako da moram reči, da ta medgeneracijski prehod, ta genom, sem šla tudi zgodovinsko pogledati in to ni nič novega. Tudi prej je bilo tako, da se v bistvu te sporedne generacije slabše razumejo med sabo, kakor potem dedek pa vnuk, ali pa celo 3 generacije, tako da ta medgeneracijski prehod zagotavlja, da se dobre stvari ohranijo, da se dobri geni grejo naprej, da se tiste slabe stvari malo pozabijo, tisti špetiri pa zamere in kar naenkrat iz tistih nekih travm, pa kakšnih takih stvari, v bistvu se pozabi in gre samo s boljšim genomom naprej. To, da tle v spodaj malo fotografije, tale dobro z dobrim juha, moja ta mlada generacija je imela mene poln kufer, da govorim o vračljivi embalaži, kao v starih časih, ko ste pirše pili iz steklenih flaš, pa so se prale, daj nekaj v tem pa tako naprej. In jaz govorim, dajmo juhe prodajati v vračljivi embalaži, taki, s katere se bo dal kar jesti, nosim menaške iz celega sveta, pomivanje tega, untre četrt in prinesem nek kozarc iz Francije, tam se da neki makaroni iz kozarcev jesti. Tlele gor smo imeli prvi COVID, lansko leto, februarja, pišem jaz ministrici Aleksandri Pivec na Ministrstvo za kmetijstvo, smo delali projekt Dobro z dobrim, financiran z njihove strani. Če pač lahko eno malce Dobro z dobrim častnim kabinet, se je bilo zaprt, kje bo sploh ljudje jedli. In ona reče, ja super, in pripeljamo mi tja zdrav obrok, iz naše kuhne. A tisti dan so oni dali meni to v kozarc. Jaz sem mislila, da bojo pelali jušnik, pa da bojo ljudje lahko lepo jedli kabinet ministrice. Oni so dali v te kozarce in seveda sem potem jaz tako na hiter ugotovila, da so jedli iz kozarcev tisti, ki so vedeli, da bodo lahko celoto pojedli. Tisti, ki je imel pa občutek, da je prevelika porcija, se je pa zlil v šalčko. Kar pomeni, da tudi trenutek, ko neka inovacija, nek drugačen pristop pride, ta fajterski, mora pač biti trg zrel, mora biti neka situacija,
da prideš skozi. Ta druga je recimo Risa Kombuča, to je startup, ki je ravno pred enim mesecem šel iz našega podpornega okolja, z naše mini tovarne v svojo tovarno številka 2. Dekle je bila stara, ki je prišla k nam 17 let, naredila je osnovno šolo, je rekla, da ima ona dosti izobrazbe, da je dosti znanja, da bo ona raje znanje združila skupaj, se pravi, ni šla naprej na fakulteto. In realno je ona pri nas dobila znanje, ki ga je potrebovala, da je ta produkt Isa Kombuča, ki ga lahko že kupite v DM-u in Mercatorju v enem letu, pač spravila pravilno na trg. Imela je družbeno odgovornega investitorja, fotra, tako kot se ve, pač nekdo zaupa in seveda tudi priganja, ona do zdaj v enem letu kot podjetnica ni dobila še niti ene svoje, oziroma za 18. rojstni dan so ji sodelavci podarili polovični delovni čas, tako da zdaj dobiva polovično plačo v svojem podjetju, ker pač ni še toliko dobička, da bi lahko dobila več. Tretji primer je Mibitov prigrizek, to so študentke z biotehnične fakultete. Biotehnična fakulteta je nam dala po zakonu možnost dati brezplačno svoje prostore v najem, kuhinjo na Rudici, ki je imela nekaj let zaprto. Mi smo to kuhno seveda počistili, opremo so nam popravili iz kogasta z grosuple, tako da smo v bistvu imamo v nulo opremo, urejeno in seveda tja vabimo na malico profesorje in študente, sicer bolj slabo zdaj, ker je ta COVID, ampak vseeno in seveda tudi omogočamo, da pridejo študenti delati svoje ideje, startupe in tam mi bi to prigrizek je nastal pri nas, in dobil že mednarodne nagrade, to je Ščičirik in prigrizek, stročnice in tako naprej. Tako da v bistvu mladi so prišli k nam, brez da bi jih kaj vnaprej podpis, pa čas moš imeti, tle imaš prostor, imaš, kreiri vse ustvari. No, ta zadnja slika je pa naša njiva. Moram reči, da mi smo ekipa skoraj 70 redno zaposlenih sodelavcev v 6 pravnih osebah, tako da naša jablana, ki v bistvu črpa veselje in energijo ideje iz tega brina in absolutno svoje informacije prenaša preko hrasta do politike, državne uprave in tako naprej in istočasno prejema preko tega našega koreninskega sistema tudi podporo, se pravi javna uprava oziroma država, Evropa so naročniki pa plačniki dela, ki ga mi upravljamo, tako tudi gospodarske družbe in seveda mi vse to urejeno ven prenesemo na trg v obliki rešitev, storitev in produktov in projektov. Se pravi, nobena stvar ni nakladanje, smo procesno organizirani, imamo organigrame v naših pravnih osebah, imamo denarni tok, znamo narediti poslovni načrt, znamo zmeriti svoje učinke, se pravi, mi smo po stroj metodi bili zmereni leta 2013, na Dunaju smo dobili nagrado z nekih bank, da so te strokovnjake plačali in smo dobili zmereno, da vsak evro vložen v našo skupnost prinese 7 evrov. In seveda te stvari so učinkovite kot družbene inovacije, ker naredijo konkretno prihranek zdravstveni blagajni, pokojninski blagajni in tako naprej. Se pravi, ni to nekaj, kar ne bi bilo merljivo tudi čist na drobno, da pripeljemo to do nekega končnega potrošnika. In do končnega potrošnika smo mi pripeljali z nakupom z namenom, te fotografije teh kolesarjev, prodajalcev so na ulicah ljubljanskih, ob času gledali te Ane Desetnice, smo mi nakup z namenom, Luštov Paradajz, vse smo pač prodajali, da smo v bistvu ustvarjali nek prihodek, donacijo, ker nismo takrat računov izstavljali, donacijo za neko novo stvar. Se pravi, če nisi sposoben na trgu pridobiti neka sredstva, potem tvoja storitev, produkt, storitev ali rešitev ni vredna. Tako da v bistvu smo mi nekako znanilci tega, da bi bilo dober model sestaviti tako, da dobiš plačilo po opravljenem delu, ne v naprej. Tako, evo, zdaj pa vprašanja. Jaz sem bila čist predolga, sem mislila, da bom 10-15 minut prej končala. Tole presonico bom dala, pa sem odprta za vprašanja.
Hvala, Lenka. Mislim, da gospa Barbara iz urada RS za mladino že ima en komentar. Morda začnemo s tem vašim. A ga jaz ga pa ne vidim, ne? Zdaj dam v chat. Sej pozivam gospo Barbaro, da kar sama se javi in morda. Ja, gospa Lenka, najprej hvala za tole navdihujočo predstavitev. Zanimivo mi je bilo predvsem to, kar ste rekla, kako ste se morala naučiti tega nevladniškega jezika, pa kako ste prišli do koncepta Brina, bom rekla. Pa ta raziskava, ki ste jo zdaj naredili, glede pripadnosti, tukaj se mi res zdi, da so neke tako dosti nerealne slike se nam plasirajo v zadnje čase. Prav na temo generacij. Kakšne so razlike med generacijami. Tako da to mi je bilo tako navdihujoče. Ja, moram reči, da jaz se spomnim, pa boste vsi poznali ta primer, ki je nastal internet. To je 25 let nazaj samo, da to mislim, da je več. No in takrat dosti zgodaj so začeli start-upi slovenski, Zemanta je recimo en tak start-up, pa še se taki, ki so šli v svet in so zunaj uspeli. Že v srednji šoli je Zemanta, so fanti dobili pisarno v Londonu en let brezplačno, pa so šli gor, pa jih not niso spustili, ker so bili v kavbojkah. Ker je bil tisti togi poslovni svet, da moraš biti oblečen v obleke. Noben ni pričakoval, da bo tisto nagrado dobil nek smrkavc iz bežigrajske gimnazije. In zanimivo je bilo to, da v bistvu, jaz pač, ker sem majčkeno starejša od njih, sem to opazovala, da v bistvu nekako nekdo rekel, da kje bojo pa Slovenci, ki so v tujini uspeli, kakšen denar kdaj nazaj prinesel. In seveda še zdaj mi nimamo neke davčne politike investiranja, da bi v bistvu mi, bolj rekla, družbeno odgovoren kapital, slovenski kapital, ki je doma in v svetu, investirali v prihajajočo mlado generacijo. Ta očetovski kapital, se pravi ta po družini, ali pa bom rekla plemenski, kot bi rekli antropologi v našem prostoru, pa je, naši take je naredil Iso Kombučo, ki je Isi pomagal, živilski tehnolog Dino, je pač generacija mojih sinov, in jaz osebno sem zgubila svojega investitorja Fotra, ko so ga prevzeli vnuki. Ker so bili oni bolj zabavni od mene. Oni so kraft pivo varili in naš Fotar je vložil denar v njih. On je takoj svojim vrstnikom rekel, jaz bom pa pil pivo, ne bom farmacijo jedel. Prav ta medgeneracijsko, to veselje do življenja, to inovativnost, to je vedno bilo in vedno bo. In jaz sem rekla, da egoizem je povezan s potrošniško družbo, se pravi z obiljem. To v bistvu obilje, te bolezni tudi, ki prihajajo, so vse povezane z obiljem. In midve z Violeto Bulc sva generacija, tudi obedve košarkašice, tako da zdaj v tej ekocivilizaciji, pa že prej v Inko gibanju, jaz sem pač bila, tle sem ostala kot podjetnica, ona je šla pač v 9 mesecih iz podjetnice do evropske komisarke, tako da veste, da v 9 mesecih se otrok rodi in lahko se to hitro preoblečeš v politika. In ko sva zdaj spet debatirava, in ustvarjava to mlado generacijo na Gornjem trgu, povezovalnico, v bistvu ugotavljava, da je ta veselje, da ti ni treba glih sam vse lopatati. Ker si starejši, se ti ne ljub več. In si vesel, če lahko nekomu sam pomagaš, pa bo on odlopatil in mu tudi daš za to zaupanje, mu omogočaš to. Ja, to, da sem se pa nevladniškega sektorja v mestu težko naučila, je pa greenwashing. Zdaj se že govori o SDG washingu. Se pravi, ko pride nekdo, pa sam malo pokluka, malo skrb zloži neki besed, pa misli, da je on zdaj nekaj odkril novega. Tukaj moram reči, da nevladnega sektorja je kar nekaj bilo tega, vsaj na moji poti. In sem jaz rabila pri sebi razčistiti to, da obstaja kakovost tako v gospodarstvu in nekakovost tako v politiki in posod. Se pravi, posod je kakovost in nekakovost. Posod. Tako da, če lahko sam na kratko vem pri tistih ukrepih, ki ste jih imeli,
Mi ta trenutek delamo v javni upravi. Lahko povem, na Ekoskladu smo zaledna pisarna že nekih 5 let, 6 let in mi smo dosegli, da javna uprava zaposluje invalide. In jih kadruje iz naše skupnosti, ker mi, ko pridemo, ta strah pred invalidi, strah pred zakonodajo, ki je država sama napisala, ne? Da ne moreš odpustiti invalida pa tako naprej, mi to zminimaliziramo in smo vsi veseli, ko pospremimo enega od naših sodelavcev, da se prezaposli v drugo pravno osebo. Ne? No in tako imamo v Ekoskladu že 3 naše zaposlene, ki so šli tja. Pa imamo na Toyoti Adri od 1. februarja sodelavca, ki so ga oni nam ukradli. Pa imamo na Kemijskem inštitutu, kjer so hoteli družbene inovacije hitreje k sebi dobiti to znanje, so vzeli našo Petro Props k sebi. Tako da mi to širimo svoje rezultate in načela, ne, konkretno preko ljudi, ne prek sestankov. To se ne da, ker moraš biti skozi prisoten, če hočeš ti nekomu pomagati, nekaj trajno spremeniti, ne, mu moraš pomagati dolg časa, da on to spremeni. Ne moraš mu sam povedati. Pa, ne. Tako da ja, zelo je ta trojanski konj, ne, pač preoblačenje, ne, ker absolutno sodelovanje laufa samo zato, ker so družbeno odgovorni posamezniki povsod. Za eno vprašanje še imamo čas, pa bi gospe Mežnarič dala besedo. Ja, hvala. Lenka, začvicala sem, ko sem te poslušala, mislim, amazing, noro. To so moji plačniki, ne? Irma, ko smo imeli kakšen Interreg projekt, so 15% sem pri Irmi na enem razpisu dobila. MJU, ko smo bili čist na koncu, je bil razpis za opolnomočenje nevladnega sektorja in smo mi kot E3 pristop dobili podporo. To je bilo plačilo minulega dela, ne se bi rekli temu. Ampak enostavno, če tega takrat ne bi dobili, ne bi mogli nadaljevati. Ne, ker če ne dobiš plačan, kar si naredil, nimaš da zaleta naprej. Pardon, evo Irma. Ja, se si to bogato zgodovino predstavlja tudi, pa vem, da se z eno besedo ne da povedati, ne? Pridobivala si izkušnje, korigirala si samo sebe non-stop, ne? Kar je velika prednost, da te lahko sploh pele naprej. Ampak recimo, kaj bi rekla med vsemi faktorji, ki so vplivali na to, da ti je najbolj pomagalo odpirati vrata, ker posel si imela z najrazličnejšimi deležniki, skopico njih in vsak zahteva da se malo drugače obrneš. Kaj bi videla kot tisto svojo glavno prednost? Mislim, zdaj sem se jaz namreč dala v šolo kot start-up na neko AVE ali nekaj tazga prsidu, ker te v bistvu sprašuje. Absolutno je taborniški pristop dal verjetno glavno stvar. Se pravi, pri tabornikih smo med sabo medgeneracijsko in tako enakovredni, se vsi tikamo. Tako da ta hierarhija, jaz hierarhije nisem nikoli imela ne v družini, ne v svojih prostočasovnih variantah. Spoštovanje do znanja drugih, spoštovanje pa v nulo. Pa genom, to moram priznati, ko mi je zmanjkalo moči, ker nisem bila znana oseba, nisem imela nikoli veliko denarja, jaz nimam fakultete končane, to če je kakšen z ministrstva za delo, to je recimo Rebelka Cokla, ker v tem piše, da nisi strokovnjak, če nimaš 6. stopnje izobrazbe, pa pol malo ugotavljajo po CV-ju, če bi mogoče rekli, da imam kaj izkušenj, ker s 5. stopnjo izobrazbe ne moreš delati z ljudmi. Tako da v bistvu ta nek genom, ki pa meni dal takrat, kadar mi je sape zmanjkal, ker me so me držali, ker družbeni inovatorji smo naporni. Če boste vprašali kogarkoli, ki z mano dela, mi smo zelo naporni. Mi bomo terali. No in genom moj je pa, jaz sem namreč deklišk Avšič
In moj star stric Jaka Avšič je bil general, ki je hotel še, ne vem, tik pred svojo smrtjo Titu vzeti naziv maršala. Se pravi, tudi v najbolj togih komunističnih časih ali pa nekih takih časih, ki so streljali še ljudi, pa so zginevali, so moji predniki zagovarjali svojo pozicijo in svojo vizijo in vrednote. Kar pomeni, da če jaz zdaj, ko lahko konopljo sejem, ker moj oče še ni smel, da bi jaz imela zdaj tle težavo s tem, da bi me bilo strah, bi bilo nekaj pa narobe. Tako da ta demokratizacija, ta pristop enakovrednosti, mislim, da je bilo tisto, kar je največ meni dal veljavo in tudi praktično. Ker smo imeli mi v povezovalnicah, ker smo se skupaj usedeli, pa je bila mlada generacija, pa recimo starejši od mene, ali pa tako stari, ali pa tudi mlajši, ki so rekli, 20 let je že tako in tako bo še naprej. Ta mladi tih bote, nimate pojma. Ja, kaj smo naredili? Izključili smo ga. Tih smo bili 5 strani z naše povezovalnice. Ne more nekdo prideti pa reči, tako, ker sem jaz delal 20 let, bomo delali naprej. Dajmo se zmeniti, kako bomo delali naprej. Vsak svojim po koprivah maha. Se pravi, če jaz na svoj čas, ne ti meni reči, da moram delati tako, kot ti hočeš, ker nisem tvoj purš. In zanimivo je bilo, to moram povedati, minister za gospodarstvo je bil eden, ne bom se spomnila priimka, ki je bilo mladi na ekonomski fakulteti neko srečanje, jaz sem bila itak 20 let starejša ali pa 30 od vseh, in je on rekel, vprašanje je bilo, kaj bi vi naredili, če vam damo 1 milijon evrov, in so mladi razglabljali z cele Evrope, kaj bi naredili s tistim denarjem. Pa je pa on prišel do besede pa je rekel, da prvo zaslužite, pa boste pa govorili, kaj boste z 1 milijon evrov. In sem jaz, pa še slabo je zdaj v anglešk, imel prevajalko, ta minister za gospodarstvo, sem dvigala roke in sem rekla, gospod minister, sicer ne vem, kjer letnik ste, ampak sram me je, da sva ista generacija. Namesto, da bi poslušali, kaj vam mladi pripoveduje, da treba s tem 1 milijon evrov narediti, zato ker bodo oni delali in ti moraš vsak gorivo plačati, da lahko delajo, za tisti traktor. Mislim, čist mim. In tukaj se mi zdi, da je ta osebna odgovornost tista, ki da medgeneracijsko to, da tisti, kater zna spoštovati vse generacije, bo tudi na starost lepo živel. In to se jaz zdaj pripravljam. Gerontologija me začela zanimati. Ok, super. Najlepša hvala. Zdaj je prišel čas, ko se bomo za 10 minut malo oddahnili, zato da lahko potem zabredemo globoko v Policy Lab. Torej, s 5-minutnim zamikom, torej bi se dobili 15 čez 10 ponovno tukaj.